Zadnji hip so mi zaupali, kako se je izteklo glasovanje in da naj tudi kaj povem. Pol sem si pa zelo na brzino tukaj nakracala, ne napisala, nakracala ene plonk listke za pomoč. Saj ne bom dolga. Najprej seveda hvala vsem, ki ste mi dodelili ta res časten naslov. Zahvaljujem se seveda spoštovanjem do mnogih Slovenk, ki bi si ta naziv tudi zaslužile. Slovenka sem bila, Slovenka sem in Slovenka bom, dokler me bo usoda pustila med vami. Res je, skoraj polovico svojega življenja sem preživela v državi z drugačnim imenom. Ko smo razobešali drugačne zavese, pripevali drugo himno. Ampak veliko sem potovala in delala izven meja Slovenije, vedno pa sem ostala in bila Slovenka, tako so me tudi sprejemali. Zato, ker sem se sama tako počutila in sama tako obnašala. Veliko smo prepotovali s predstavami po, lahko rečem, celem svetu. Na odrih smo zmeraj govorili v slovenskem jeziku in publika nas je poslušala s spoštovanjem. Najbrž zato, ker smo ga mi, igralci, govorili iskreno, s spoštovanjem in ljubeznijo. Vedenje, da je slovenščina, čeprav jo na svetu govori le peščica ljudi, pravzaprav biser med biseri, naj nam da zadosti samozavesti in samospoštovanja. Brez nje bi doživeli genocid, ne da bi nas poklali ali pregnali z domov. V času globalizacije je seveda nujno, da govorimo čim več tujih jezikov, da lahko komuniciramo povsod in z vsakim. Ampak doma pa bi si vendarle želela napisov nad hoteli, lokali, ustanovami, napise v slovenskem jeziku. Tudi Slovenke bodimo samozavestne in samospoštovane, prav zato, ker smo številčno majhen delček človeštva, dragocen in redek biser med biseri. Že Prešeren je zapisal: Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Jaz bi rekla predvsem žlahtne. Nobena družba naj ne odriva žensk od ustvarjalnega dela in odločanja. Že nekdanja izraelska predsednica Golda Meir je rekla nekoč, da so ženske boljše od moških, ne morem reči, ampak zagotovo niso slabše. Nepravične smo, če govorimo, da so pri nas ženske zapostavljene. Zelo veliko jih je na vodilnih položajih, v gledališčih, umetniških in socialnih ustanovah, podjetjih, politiki, so uspešne podjetnice, športnice, imajo pomembne vloge v sodstvu, zdravstvu. Res pa je, da se še vedno kdaj zgodijo krivice na račun žensk. In takrat moramo zelo odločno nastopiti, da se krivice popravijo, da se storilci kaznujejo. Dvomim, da bi lahko prišlo kdaj do popolne izenačenosti med moškim in žensko. To sta
dve različni naravi. Sama mislim, da smo ženske vendarle močnejše, vzdržljivejše, hitreje zaznamo in subtilneje vse sovražnosti, nestrpnosti. Poleg tega nam je pa dala narava nekaj najpomembnejšega, maternico, ki je posoda za nove otroke, moške in ženske. V fizični moči nas moški v večini prekašajo, pa vendar smo v glavnem ženske tiste, ki smo sposobne vse življenje opravljati dvojno delo. Službeno in delo doma, ki je velikokrat še bolj zahtevno. V tem delu neenakopravnosti pa imamo še veliko opraviti. Rada bi spomnila, da malo večkrat pomislimo na usodo ogromnega števila žensk po svetu, ki so popolnoma brez vseh pravic. Najprej so last očeta. Ko jo le-ta ponavadi proda v zakon, postane last moža. Oboji pa lahko počnejo z njimi, kar se jim zahoče. Po svetu sem videla dežele, ki so me očarale s svojo lepoto, ampak ljubiti ne bi mogla nobene. Ja, tujo deželo občudujemo, svojo pa ljubimo. Zato me bolj, ko gledam, da cvetoče travnike, gozdove zamenjujejo industrijske cone, trgovski centri, asfalt, to me boli. Ne želim si, da bi naši zanamci poznali bistre reke, zelene gozdove, cveteče travnike, le iz pripovedovanja svojih babic in dedkov. No, samo še besedo o mojih strahovih in dvomih. Ali nas čaka srečno in zadovoljno življenje ob uvajanju tako imenovanega napredka, vse po spletu in pametnih telefonih? Delo na domu, šolanje na daljavo, zdravljenje po spletu, obiski gledališč, koncertov, virtualna druženja in praznovanja. Upam, da nas ne čaka taka prihodnost, ko bo računalnik naša edina družba, sodelavec in pomočnik. Ali počasi prihaja čas brez čustev, takšnih ali drugačnih? Še naprej bom ostala takšna, kot sem. Moje odkrite podpore bo deležen vsakdo takrat, ko bodo njegove odločitve take, da bodo v dobro vseh in ne le v dobro elite, politične ali katerekoli druge. Še naprej bom nasprotovala oboroževanju, vojaškim zvezam in vojnam. V resnici ne vemo nič o načrtih, ki se kujejo v velikih centrih moči. Nimamo prav nobenega vpliva in odločanja, a smo nehote vključeni vanje. Nasprotujem tistim, ki jim je zlo mračni predmet poželenja. Zlo pa je vsaka vojna. Nihče ne ve, kje se lahko ustavi in kakšni obrati lahko sledijo. Žrtve smo pa vsi. Hvala lepa.